Se slišimo? Lepo pozdravljeni. Danes se bom pogovarjal z dvema izjemnima avtorjema. In tega ne govorim zato, ker bi me želel laskati, ker sta se tako lepo oblekla na to nedeljo, ampak predvsem zato, ker pišeta odlične zgodbe. Zgodbe, ki lahko nekaj premaknejo v glavi, če smo na to seveda pripravljeni. Toda romana Križci in krožci in Titov sin sta išla sočasno, toda vidva sta se spoznala že nekoliko prej. Ta predzgodba ni pomembna samo zaradi spleta okoliščin, temveč predvsem zaradi tega, ker nas bo pripeljala do teme današnjega pogovora, in to so človekove pravice. Človekove pravice za vse, česar se dotikata tudi vajina romana. Torej, kako ste se spoznali? Lep pozdrav. Kako sem se spoznala? Ja, ko sem jaz začel raziskovati tematike za knjigo Titov sin, sem se malo pozanimal, kateri ljudje bi mi lahko pomagali s kakšnimi informacijami, tako da sem prišel do Jedrt. Njeno knjigo Težko mentalci sem prebral že prej, tako da sem naredila nek tak, rekel bi temu, neformalen intervju v Daktariju, kjer mi je Jedrt povedala malo bolj, kako izgledajo stvari v psihiatrični bolnici v Polju, kako je ona pisala svojo knjigo Težko mentalci, poleg tega sva pa še druge debate imela in je bilo, mislim, da je tako prijetno pozno popoldne, če se prav spomnim, oziroma večer. Ne vem, kakšen spomin imaš ti na ta dan oziroma na to srečanje? Ja, meni je zanimivo, kako novinarji samo rečejo intervju, ne. Jaz bi rekla, so šla enkrat na kofe, ko me je Andraž poklical, da piše knjigo o, kako se je rekel, psihoanalizi ali psihozah ali nekaj tako. Pa sem si rekla, boh več, če sem jaz pravi naslov, ne, kot pač konzumentka, ali ne vem, kako se reče, uporabnica, ne, kar pravi sicer v Titovem sinu, da je žaljivo, oziroma mislim, da ena pacientka reče, da se ji zdi to žaljivo. Jaz se tudi ne počutim glih kot uporabnica, no, ampak sem rekla, da boh več, kaj ga zanima. Pa ga je pa predvsem zanimalo, kako izgleda ustanova, ta Polje, ne, jaz kar še vedno rečem norišnica, ki mi je krajš, pač psihiatrična klinika. In predvsem kako ta logistika, ne, kako tam zadeve potekajo, kje, kam, koga ven puščajo in tako naprej. In se mi zdelo, no, super, da še kdo piše o tem, ker Težko mentalci, ne, ki so išli pri založbi Literatura, so bili pisani v prvi osebi ednine, ne. Jaz sem pač pisala, kako je bilo meni, pa kaj sem tam doživela, koga sem videla, ampak ne čist po resničnih dogodkih, ne, malo sem karikirala, da sem to poanto probala nekako posredovati, saj upam, ne, da pač sem proti takemu zdravljenju in psihoz in bipolarne motnje. Se mi ne zdi posebej učinkovito, zdi se mi pač, da če flikneš ljudi z različnimi težavami na kup, je to kvečem antropološki eksperiment in meni je bilo v tej luči zanimivo, ne, pač kako se ljudje obnašajo v zaprtih skupnostih, mogoče to. In o tem sem pa tudi nazadnje govorila, no, ker sem pa prebrala Titovega sina, sem pa videla, da je to v bistvu bila kar velika pač tako daljnosežen projekt, ne, ta knjiga, in sem bila v bistvu kar precej bolj navdušena, kakor takrat, ko sva medva še te zametke malo diskutirala v njih, no. Andraž, so ti prišle prav te izkušnje, o katerih je govorila Jedrt? Ja, absolutno. Predvsem je prav prišlo to, da sem si lahko boljš predstavljal prostore oziroma kakšen je tam režim, kako to vse skupaj izgleda. Ne vem, mogoče Jedrt, ker jaz sem bil, tam sem bil, ne, večkrat, ampak nisem bil pa prav noter, ker ne, verjetno me ne bi spustila, ne vem točno. Tako da, ne vem, mogoče si celo videla, da sem kaj uporabil iz najnega pogovora v knjigi, nisi videla. Pač mi je v enem delu, v enem poglavju sem par stvari uporabil, ja, ki si mi jih ti povedala, tako da, ja.
Titov sin govori o dveh, ima dva glavna lika. Eden od njiju je človek z diagnozo, se pravi s stigmo. Ne? V knjigi si dokaj antipsihiatričen, kritičen do psihiatričnega sistema. Tudi ti si bila kritična prej. Frank, ta lik iz osebe, protagonist, je doživljal tudi inzulinske šoke v 80-ih. To je v času, ko so v Italiji že zapirali psihiatrične bolnišnice, pri nas se je to dogajalo. Opisuješ pa še tudi nekatere bolj krute metode, ki so se uporabljale v slovenski psihiatriji. Kako si to doživljal? Ja, mogoče najprej neka posebnost mojih obeh knjig, obeh romanov je to, da sta oba glavna lika pač živa, da ne vemo, kdo sta. Pač v prvem romanu Trije spomini je bil to Mohamed, ki je danes tukaj, v drugem romanu Titov sin je pa to Joc, ki je tudi danes tukaj. Tako da jaz sem črpal iz Joceve zgodbe, pač v enem delu knjige sem črpal iz Joceve zgodbe in to, kar si omenil, inzulinske šoke in vse to nasilje, ki se je dogajalo in se še vedno dogaja v psihiatriji, to so resnične stvari, to se res dogaja in eden od ciljev oziroma eden od namenov knjige je pač odpirati prostor za pogovor o teh stvareh in razkrivati te zadeve. Tako da, ja, mislim, meni je bilo to zelo malo šokantno, ko sem slišal, kaj vse je Joc preživel in potem sem to nekako vpletel v knjigo in absolutno, tako kot je prej Edith rekla, da se ne strinja s tem načinom zdravljenja, niti jaz ne rad uporabljam besedo zdravljenje, v glavnem se s tem prav tako ne strinjam in tako skozi pripovedovanja ljudi kot skozi svoje doživljanje, ker tudi sam se ukvarjam s svojim notranjim svetom, sem nekako prišel do tega, da je absolutno treba govoriti o tem, da je treba govoriti o dezinstitucionalizaciji, da je potrebno zapreti te zavode, posebne zavode in jih transformirati v oskrbo v skupnosti. To je zdaj že malo druga tema, oziroma je pa zelo podobna. Zdaj ne vem, zdaj sem začel govoriti o enem od dveh pripovedovalcev, mogoče črpam pač iz Joceve zgodbe in potem naredim en drug lik. Drugi pripovedovalec leži na psihoanalitičnem kavču, tukaj pa črpam iz svoje izkušnje, ker sem sam hodil 9 let na psihoanalizo. Nisem pisal o svoji zgodbi, sem pa pisal o svoji poziciji, o svoji izkušnji, sem pač zelo dobro spoznal, kaj psihoanaliza je in jaz vedno, ko pišem, želim z nekim namenom pisati in sem želel v tem drugem delu knjige nekako pokazati, kaj psihoanaliza sploh je. Mislim, ta praktična klinična psihoanaliza, ker menim, da v Sloveniji to zelo malo vemo o tem, ker se pod psihoanalizo marsikaj se v ta koš meče, pa to ni. Tako da jaz želim s to knjigo pokazati tudi, kaj psihoanaliza je in to, kar je v tej knjigi, to je psihoanaliza. Seveda na nek literaren način. Jaz bi sam mal še na temo Andraževe knjige, kako sem jaz zbrala, pač kot nekdo, ki je imel izkušnjo psihiatričnega zdravljenja. Tukaj, dobro si že sam rekel, dva lika. En je pač podvržen neki zunanji prisili, drug pa ima možnost in se mu da prostor, da spregovori o tem, kar bi rad razrešil. In razlika se mi zdi velikanska. In ko sem jaz na psihiatrični kliniki spraševala, jaz sem kot blesava manična spraševala, jaz sem diagnozo bipolarne motnje, sem kot blesava spraševala, s kom lahko govorim, a se bo lahko kdo pogovarjal z mano, pa so rekli, kako to mislite, se zdaj pogovarjamo, pa koga bi vi radi, da se pogovarja z mano? Sem rekla, ja, profesionalca, psihoterapeuta, pa so se začeli smejati, ja, imeli smo enkrat enega, ampak, kakor češ, eden je za celo kliniko, klinika ima veliko oddelkov in ta psihoterapeut je pač zasut, dobesedno. Oni imajo pa časa največ 3 do 5 minut na pacienta.
In sem pač bila prepuščena sama sebi, sama sem si mogla poiskati nekoga, s komer bom govorila, pa da ne bo glih za šankom moj prijatelj. Tako da tukaj se mi zdi ta razlika v tvoji knjigi, zelo dobro plasirana, tudi da vidiš, kakšne transformacije lahko pridejo v teh psihoanalitičnih pogovorih, kako pa pač neka zapiranje, pa neka prisila, pa sproža revolt. Točno to, kar si zdaj razložila, sem hotel pokazati. Na eni strani nekoga, ki nima možnosti v tem sistemu, da se nekako polnomoči, kjer je navajen samo prisile in tablet in praktično nobenega pogovora, na drugi strani pa nekoga, ki pa to možnost ima in kljub temu, da ga družba ne tretira kot v narekovajih norca, ima veliko norih delov v sebi, veliko nerazumskega, to, kar imamo vsi, in mislim, da se moramo vsi nekako ukvarjati z nerazumskim delom, da bomo potem postali bolj razumni. No in ta drugi lik, ki to počne na psihoanalitičnem kavču, se potem skozi psihoanalizo opolnomoči. Tudi sicer to ni napisano, ampak v ozadju poteka nek ta psihoanalitični lok. Na tak način naj bi analiza potekala, kot se nekako v ozadju izrisuje. In to sem hotel pokazati in tukaj črpam iz svoje izkušnje. No in na koncu ta drugi lik, ki je na tem kavču, pride do neke katarze, recimo temu, do nekega opolnomočenja in potem ne potrebuje več te podpore, ker ima potem psihoanalitika v sebi, se sam lahko ukvarja s tem, medtem ko pa prvi lik, ki ima izkušnje s psihiatrije, do tega ne more priti, ampak kljub temu se vidi v knjigi, je pa ga treba sprejeti, moramo sobivati, kljub temu lahko ogromno prispeva k družbi in je nekako, pač s tem moramo živeti in v tem je tudi dosti kreativnosti, v tej izmenjavi, v teh povezavah. Jaz sem še čisto na kratko spomnila, kako najboljš pravzaprav tako strnjeno ponazoriti razliko med tema dvema, da rečemo, terapijama. V težko mentalcih, mislim, pač v resnici, ta del je resničen. Ko sem prišla na kliniko psihiatrično, so me vprašali, kakšno terapijo imate. Pa jaz tako, glih to, nimam terapije. Pa oni, ne, bomo mi pogledali in so rekli, 20, 15, 30, to je vaša terapija, ker zapomnite si. Pa sem rekla, se je vam utrgal, kakšen 20, 15, 30. Ja, to je pač doza terapije, rečejo. Sem to meni ni bilo nič. Meni se to ne zdi terapevtsko. Čeprav seveda po zaslugi psihiatričnih pač tablet, psihotropnih substanc, živim normalno danes, ampak takrat se mi je zdelo to čisto, kar se je njim zmešalo. Sam to bi še dodal med tema dvema likoma, ali pa je zelo pomemben ta razredni vidik. Nekdo ima možnost, ker pač tudi ima denar in čas in tako naprej, da si privošči terapijo, psihoanalizo v mojem primeru, medtem ko pa drugi te možnosti nima. Tako da tudi, ko pišem, najprej ena od prvih stvari, o katerih razmišljam, je razredni položaj ljudi. Torej gre za vprašanje pozicij moči. Eden od likov v tvoji knjigi pravi, da je odgovor na vsako vprašanje razredni boj. Očitno je tako. Jedrt, ti odkrito govoriš tudi o diagnozi, pa ne samo o diagnozi, tudi o drugih stigmah, ki so še vedno v današnji družbi. Ali s poimenovanjem lahko razbijemo stigmo? Ja, sem vesela, da nisi rekel tudi o drugih diagnozah, ker križci krožci se dogajajo predvsem v lezbični razvezi. Se pravi, gre za lezbični par, ki se razhaja in razide in ima otroka, ki ga je ena rodila, druga pa posvojila. Tako da sem tako zelo na hiter, kar ne vem, če je možno primerjati z diagnozo, nikakor ne, ampak je pa možno primerjati to stigmo, ki je nekako priklopljena na te izraze, istospolna družina, istospolna usmerjenost, lezbika in tako naprej. Ja, jaz, tako kot si rekel, v resnici zelo rada poimenujem stvari, za katere imamo besede. In se mi zdi, da največja stigma, ki lahko pride do istospolno usmerjenih, do psihiatričnih uporabnikov, pacientov in tako naprej,
je tista, ki reče, a ni ona pa je, ne. Mislim, to je, da se je beseda, konc koncev, ni žaljiva, je pač dejansko stanje. In v bistvu mi je najbližji odziv, mi je ta, ki je bil geslo Parade ponosa pred nekaj leti, že kar nekaj leti, Jain, ne, pač ja, seveda imam diagnozo, jaz sama se ne doživljam kot samo svoje diagnoze ali pa samo kot lezbike ali pa samo kot prevajalka ali pa pisateljica ali pa pač samo bilo kaj. Ampak s tem, ko poimenujem stvar, se mi zdi, da jo demistificiram in v bistvu mi da to neko moč, da jaz se rečem lezbika ali pa pač bipolarka ali pa bilo kaj. Imam občutek, da s tem razblinjam nek nepotreben omot okrog te stvari, ki ljudje imajo občutek, da zdaj pa tega ne smejo izreči. Mislim, se to ni neizrekljiv zločin, to je pač dejstvo. Sam to. V svoji knjigi Križci in krožci ne idealiziraš odnosa. Marsikdaj je odnos do vprašanja istospolnih partnerskih vez takšen, zdaj ste se borili za to, to imate, potem pa zdaj bi se pa še ločevali. Ne? V tem smislu redukcija na stigmo, na to, kar stigma predstavlja in potem predstave, kako naj bi se v določeni situaciji določeni ljudje obnašali. Spet gre za neke pozicije moči. Ja, jaz mislim, da ni človeka, ki bi bil istospolno usmerjen in živel to, ki ne bi vsaj vedel, kakšni so predsodki drugih pripeti na to, da on pač počne, ljubi, kogar ljubi in počne, kar počne. Mislim, da se vsi mogoče še premalo včasih zavedamo, da je nekaterim ljudem zoprno o tem poslušati. Ne? Jaz mislim, da najpogostejši, vsaj kar sem jih jaz slišala, ne, najpogostejši, zdaj pa spet te istospolno usmerjeni, a nismo tega že rešili. Ne? Pa to so ljudje, ki so pro, ne? To so v bistvu ljudje, ki nas naj bi podpirali, ampak jim je težko to poslušati. Ne? In se mi zdi podobno, recimo temu, da težko gledaš krivice, ne? Recimo, ne vem, jaz težko gledam filme o sužnjelastništvu, ne? Absolutno sem na njihovi strani, ampak včasih se je treba enostavno prisiliti, da vidiš, kakšni smo. In tudi, če si v tem, ne, če si istospolno usmerjen, ves čas nekako živiš v tem, ves čas se zavedaš, kako te vidijo drugi. Ne? Se je že tako pač vsak človek se zaveda približno, kako izpade, pa ga je strah nesprejemanja okolice, pa tako naprej. Ampak tukaj je ta, vsaj po moji izkušnji, ta samostigmatizacija glavna. In zaradi tega jaz mislim, da je treba začeti pravzaprav z nekim aktivizmom pri samem človeku, ne, pač to, da ti lahko izrečeš to, kar počneš in kar ljubiš in da ti to enostavno, tako kot si prej rekel, ne, a je to moč. Jaz mislim, da je to neka blazna moč, da ti rečeš, ja, sem to, pa to, pa to, pa to, ja in, ne. V bistvu ta občutek, da te gledajo, da te nekak čuden drugač zreducirajo na to, da si lezbika ali pa pač, da si, ne vem, jaz recimo, ko sem bila na enih kar težkih teh psihotropnih zdravilih, ne, sem imela občutek, da imam nalepko na čelu, da me vsak vidi, ne. In tako sem recimo spoznala svojo zelo dobro prijateljico, ki je pač ona mislila, da imam jaz kaj droge za prodati, ker sem bila videti zadeta, ne, ampak jaz sem bila legalno zadeta. Pač tako občutek imaš, da te vsi, da so te prebrali, ne, ker te reducirajo na nalepko in to ne mi reči, da ni normalno, ne, to vsi počnemo, saj jaz še vedno ne vem, če pomislim na koga, ki ga poznam, pač izključno potem, da je pripadnik neke manjšine ali pa ranljive skupine, tudi jaz to počnem, ne, stigmatiziram, seveda, ker je pač treba se prav opomniti in tudi sam pri sebi razčistiti s tem, ne.
zato to poimenovanje, zato stalno omenjanje. Ker je ok, zakaj jaz ne bi smela govoriti o svoji punci, če lahko vsak, ki ima 5 minut cajta, razlaga, kje se je poročil, pa kako je njegova žena rodila. Mislim, zakaj pa jaz ne? Ampak knjiga odlično prikaže, da v realnosti je pa to drugače, ne? Pričakovanja so drugačne. Človekove pravice za vse, ne samo za pridne, to je citat iz intervjuja, ki se ga dala za Buklo. Junakinja tvojega romana ne samo, da ni pridna, ima polno stigem, se pravi je lezbika, ločenka, nebiološka mati, uporabnica drog, same stigme, ne? Ja, jaz sem pravzaprav zelo rada imam zgodbe, ki so pisane v prvi osebi, ne? Ta glas nekako, čeprav ni moj, je pač glas nekoga, ki ni priden, ne? In jaz sem hotela nekako kot nek protipol, občutek imam, da je tako nasplošno, ne, materinstvo pa zakonska zveza ali pač partnerska zveza, kakorkoli, še vedno del neke heteronormativne logike, ne, se pravi, če si gej pa ga žuraš okoli, pa se dol daješ pa ne vem kaj, to je nam malo tako, ne. Če si pa priden, pa si recimo lezbika, ki ima otroka, pa vstaja ob 7, pa gre spat ob 10, potem pa že bolj razumemo, ne. Hotela sem to razbiti, ne, ta mit, in sem hotela pač junakinjo narediti izrazito nepridno pač, tako vse dela v bistvu slabe odločitve zase vleče, tudi grda je do drugih, čeprav ne zanalaš, ne, tako nekako. Hotela sem ponazoriti, da ja, seveda si zasluži enake pravice, ker to, da je nekdo karakterno pač v stiski ali pa pač, da je karakterno drugače usmerjen, to ne vpliva na nič. Mislim, da tukaj pri človekovih pravicah pač nimamo kaj palamuriti, da to je pač za vse ljudi, ne. Zdaj pri živalih se že začne huda debata, ampak tukaj imam občutek, da mogoče je to skupna točka Andraževe pa moje knjige, ne, da pač junaki niso tako pridni, kot bi si kdo želel. Andraž, ti pišeš v Titovem sinu, da se družbi norci zdijo nevarni. To, da nevarne jih naredijo drugi, ker se bojijo sami sebe, svojega norega dela. Tu verjetno isto velja tako za ljudi s težavami v duševnem zdravju, kot ljudi istospolno usmerjene, lezbike, kakorkoli. Za vse skupine, ki so odrinjene iz središča te heteronormalnosti, ne, o kateri govoriš, ne, jih imamo za nevarne oziroma družba jih ima za nevarne. V bistvu pa je v ozadju strah pred samim sabo. Ja, najlažje je svoj nori nerazumski del zapakirati v eno škatlo in ga vrš na dnu svojega telesa in gor vršč ogromen zemlje, da ne bi slučajno pokukal ven, ampak tako ne gre. Prej ali slej se nekaj zgodi, prej ali slej nekje izbruhne, ne, in tudi na tak način sistem dela za ljudmi, ki imajo duševne stiske, mogoče malo večje duševne stiske, ponavadi jih zaprejo v kakšno institucijo na robu mesta ali pa na robu države, tam, ne, da bi bili čim manj moteči za to normalno družbo, ki, ne, seveda, jaz mislim, da ta družba ni tako normalna, kot se predstavlja, da je. Tako da, ja, pač mogoče bi se navezal na Jedra, z obema stvarima se zelo strinjam glede izrekljivosti, to se mi zdi zelo pomembno, ne, tudi če na svojo izkušnjo, ne, ker nimam diagnoze in sem tako, pač navzven nisem neki stigmatiziran, ampak tudi jaz, ne, pač pred nekaj leti bi težko govoril o psihoanalizi, tudi tam jaz sem imel občutek, ne, da je to nekaj, kar ne smem govoriti, ker bojo ljudje čuden gledali, če bom to povedal. Zdaj, ko pa pišem o teh stvareh, se mi pa zdi, da se tudi jaz vse bolj osvobajam, tako da mogoče celo je to eden od razlogov, zakaj moram pisati, ne, in tudi o drugih stvarih, o katerih pišem. Drugo pa človekove pravice za vse absolutno in tudi zaradi tega mi je tvoj glavni lik, glavna junakinja zelo všeč, ker ona ne govori lepo učeno, ampak ne, tudi kakšne kletvice so, zelo je, pač pokaže svoj
ne dela se lepo, da tako rečem. Ne? Pokaže se in tudi ta ločitev, ki jo opisuješ, je pač ločitev, kot je ogromno ločitev, ne glede na to, kakšni pari so to, a so istospolni ali ne, pač ljudje smo, ne? Podobne stvari se nam dogajajo. Ne? In zdaj, še to bi zdaj navezal na to človekove pravice za vse. Jaz mislim, da človekova pravica bi morala biti tudi stanovanje. Zdaj mislim, da celo je, čeprav v Ljubljani imamo res katastrofalen ta stanovanjski najemniški trg in zdaj mojemu junaku oziroma Jocu, iz katerega sem črpal, ne, pač torej človeku, po katerem sem vzel zgodbo, se zdaj mislim, da godi prav ta kršitev njegove človekove pravice, ker ga pač se lahko zgodi, da bo čez par dni prestal na cesti, ker ga stanovanjski sklad ljubljanski meče na cesto, zato ker, kot oni trdijo, ni priden, tako kot tvoja junakinja ni pridna. Ne? Pač duševne stiske in vse to nasilje, ki ga je doživel v psihiatriji in sicer skozi življenje, so pustile posledice, zdaj ga pa ta isti sistem, ki ga je v bistvu tlačil, ki je bil nasilen do njega, še enkrat zavrača in ga v bistvu dela v brezdomca. Tako da tle je ena stvar, ki se tudi jaz mislim, ki bi se mogli vsi skupaj boriti, da se take stvari ne bi dogajale. Mogoče je to dober primer, da se borimo za to, da ljudje ne bi izgubljali strehe nad glavo, še sploh ne, če živijo v nekih javnih, kako bi rekel, javnih programih, v javnih bivalnih skupinah. In tako da zato se moramo prav gotovo tudi boriti. Molk, odrivanje strani iz centra, strani iz družbe, tako kot so velike psihiatrične institucije, kot je Hrastovec, naprimer, getoizacija. Ne? Getoiziramo, postavljamo ljudi v predalčke in v gete. Stanovanja, tu gre konkretno za getoizacijo, ne? Ker se je potrebno podrejati točno določenim pravilom, normativom, ki so nenazadnje še vedno patriarhalno postavljeni in osnovani. Ne? Ja, seveda, mislim, pač, če nisi dovolj priden, če ne spoštuješ dovolj teh norm, ki jih je itak ustvaril ta kapitalističen sistem, ki je krivičen, ne, če temu ne slediš, te razglasijo za norga in ti pač te pravice vzamejo. In zdaj v primeru mojega prijatelja se točno to dogaja. Pač ta isti sistem mu bo pač vzel še to. Ne? In ta isti sistem, tudi po tem mednarodnem pravu države ne bi smele povzročati, bi morale varovati ljudi pred brezdomstvom. Ne? Ampak v tem primeru pa še v marsikšnem drugem država povzroča brezdomstvo. No? Zdaj, jaz sem mogoče malo zahajam drugem, zato ker sem mogoče tu zdaj malo čustveno pod tem vplivom, no, tako da, ja. Jaz sem pa zelo vesela, da imamo ljudi, ki niso sami v teh stiskah, Andraž, in agitirajo v bistvu pravzaprav, da te teme pridajo v javnost in da se pogovarja o tem. Zato, ker konec koncev jaz sam svojo zgodbo povem, ne, čim bom začela govoriti o družbeni na splošno situaciji z distanco, bom pač pristransko dojeta, ne, zato, ker imam te dve izkušnji, se mi pa zdi v bistvu, da lahko nekdo, da ne moramo teh pravic izboriti sami, da lahko nekdo v bistvu, ki je še vedno nekako fura to vpetost v sistem, ki ga trenutno še sistem ni izvrgel, lahko največ pomaga. Tako da sem vsakič hvaležna, ko vidim, da se kdo zavzame, ne, za to. Še to bi dodal, ja, seveda, tisti, ki nas sistem ni izločil, imamo mogoče več možnosti in tudi odgovornost, da to počnemo. Tudi ti počneš s svojim pisanjem in tudi sicer z aktivizmom, jaz tudi poskušam to, ampak to ni dovolj, to moramo početi v skupnosti, to lahko učinkoviti smo lahko samo, če se povežemo v skupnost in na tak način poskušamo nekaj izboljšati stvari. Ne. Sam človek mislim, da ne more narediti kaj dosti. Lahko bi celo rekel, da človek sam ne obstaja, pač, ne rabiš drugega človeka, da obstajaš v svetu. Več drugih ljudi. Družba je polna prikrite diskriminacije, ki jo normalizira molk. To je to, o čemer smo pregovorili in o čemer govorita v vajini knjigi.
Če se vrnemo malo na tvojo zgodbo, priročnika za nebiološke mame ni. Tukaj smo spet v tej heteronormativnosti, ker prevlada samo en narativ. Ostali narativi so izključeni oziroma so obrobni. Ja, jaz sem v resnici najprej, moj roman potekal zvratno, ne? Kot neka inventura, pač saj namen je bil tak, da gre od totalnega razpada neke zveze z otrokom, nazaj se sestavlja, kako je sploh do tega lahko prišlo. Ne? Občutek imam, da je to mogoče, ja, ta družbeni narativ, ne, da je to na začetku sem jaz mislila, da pišem roman o negotovem materinstvu, ne, pravzaprav. To vse, kar ne paše v šablono, ne, je pač še vedno stigmatizirano avtomatsko, ne, ampak jaz sem pravzaprav hotela pisati tudi o tem, da pač, mislim, to ni priročnik, a se tudi to ni priročnik, to je prej antipriročnik, ne, ker ta junakinja počne vse, česar naj se ne bi počel, pa ona to vse gre pa naredi. Ampak v smislu, da čim odstopaš od te matrice, ne, si prepuščen samo sebi in pač delaš po neki svoji odgovornosti, svoji logiki, svoji etiki in se tudi seveda zaštrikaš, ne, lahko na čase. Tako da jaz upam, da je jasno, da je moja pripovedovalka, ki najprej pač seveda kovne in preklina pač vse, ne, proti koncu pa postaja mehkejša, se pravi kronološko proti začetku zgodbe, ne, da je jasno, kako je ona, se pravi zdaj od zadaj naprej iz vpetosti v sistem in v tem, da je pač bila sprejeta kot ena družina, ki se je borila za enakopravnost, ne, prehaja v to, da je ona dejansko nam rekla izmeček, ampak da je izvržena iz te matrice, ne. Tako da se knjiga se začne s tem izobčenstvom, ker pravzaprav ona ima občutek, da se ne sme niti v miru ločiti, ne, ker zdaj so vsi pač dobri Samaritani so se borili za to, da bo enaka kot oni, ne, ker imajo, ne vem, hišo pa otroka pa zlatega prinašalca. Zdaj pa, ko je ona to stran vrgla, ne, oziroma je pač je bilo oduzeto, zdaj pa ima občutek, da jo dojemajo kot nehvaležno, ne, in spet je ta pogled tudi zunaj, ne. Jaz mislim, da smo, ne, istospolno usmerjeni, prisiljeni v resnici ves čas v nek monitoring svojih dejanj, ne, ki niso samo osebna, saj od nobenega človeka niso samo osebna, so družbena, ne. Osebno je politično. Ja, tako. To je bilo moje glavno vodilo. Jaz sem v bistvu hotela ubesediti neko intimno zgodbo, ki je predvsem zaradi tega, ker je junakinja lezbika, začela prehajati v neko angažirano družbeno-politično zgodbo in ta vdor družbenega v intimno sem doživela kot nekaj, kar se mi je zdelo na nek način edinstveno in sem vesela, da sem to napisala, ne. Ker tazga romana pri nas jaz nisem zasledila, ne, večina mater verjetno nima časa pisati lezbičnih, ne, domnevam, ali pa pač nočijo se izpostavljati ali karkoli. Večina ločenih lezbik pa nima otrok, ne, tako da tukaj se mi je zdelo neko to negotovo materinstvo pa vse to, pa ta nehvaležnost do ljudi, ki so se borili za to, da se lahko poročimo, ne, mi se pa pol gremo ločevati, pa tam se kregati, ne. To se mi je zdelo pač neka taka tema, ki je skorda vredna nadaljne diskusije, no, če sam pri tem ostanem. Kaj šele v bistvu literarizacije, ne. Ta obratna časovna zgodba, se pravi, da čas poteka v nasprotno smer, nas paradoksalno pripelje do srečnega konca, čeprav konec nikakor ni srečen. Ja, Vrabček, ja, moram se opravičujem. Ta konec je po mojem doživljanju pravzaprav zelo žalosten, glih zaradi tega, ker je bajno srečna in idilična zaljubljenost na koncu knjige. Veš pa že, kaj je bilo pol, ne, tako da pač v bistvu je tako kar malo
tragikomično, kako se je to vzvratno odvilo, ne. In jaz nisem točno vedela, kako bom zmogla z jezikovnimi sredstvi pač omiliti to njeno preklinjanje in ta njen fuck the system, neko naravnanost, ki vse pošle stran, tudi lezbično sceno in vse pač. Želela sem pa, da je mogoče bralec mal podvomil v njeno verodostojnost, ne, ker ona pač dejansko za vse okrivi druge, ne. In hotela sem, da je to neko, ko rečejo, nezanesljiva pripovedovalka po eni strani, po drugi strani pa kljub temu še nekako dovolj simpatična, da si vendarle na njeni strani, pa ji prvoščaš dobro, ne. Tako da ta srečen konec, vprašanje, ja, konec že srečen, sam zgodba je nesrečna, ne. Mogoče bi sam še to dodal, zdi se mi to super, ta časovni obrat, in da ne s tem, ko se začne s tem težjim delom, ne, z grdim delom, z grdo ločitvijo in potem je zgodba vse lepša do kakor idiličnega konca, ne, ko sta začeli svoj odnos, se mi zdi, da je to nekako pomirjujoče na bralca vpliva, ne, in nekako sporoča, da ja, okej, sej izgubljamo stvari v življenju, sej izgubljamo tudi odnose, ampak v resnici pa na nek način nikoli ne končajo, zato ker ostanejo nekje v tebi. Nekako se mi zdi na ta način malo pomirjujoč ta konec, da se v bistvu in tvoje obe junakini in bralci in bralke se nekako lahko sprijaznejo, da se je to pač zgodilo, ampak kljub temu potegnejo iz te zgodbe, iz življenja neke stvari, ki jim potem so v pomoč naprej in pomagajo pri nadaljnjem življenju, da ni potem konec tisti res samo katastrofa in nič drugega, ampak po koncu je spet nekaj novega. Ne? To me zelo spominja na psihoanalizo, ne. Mogoče sem malo indoktriniran, ne vem. Ne, ampak to, kar si rekel, ne, jaz tako pač, ko hodim na psihoterapijo, jaz doživljam te inventure na tak način, da ja, je grozen, ko kopljaš po sebi, ne, pa riješ v neki, ampak to vse počneš zato, da bo pol boljš, ne, tako da na tak način sem mislila. Ne, ampak absolutno to je zelo psihoanalitično, na tak način se tudi soočaš pač s stvarmi tam, ja, pač, in potem vidiš, da mislim, se je hudo, ampak se nekako da shendlati stvarmi, no, ta občutek, ki ga imamo ljudje, ne, da bo neke stvari konc in potem sledi črna luknja in potem ne bo več ničesar. Pa to so zelo velike stiske. No, pri meni recimo tako s puščanjem službe, ne, ker sem jo puščal več let in na koncu potem tudi pustil, mi je bilo tako nepredstavljivo, da se bo to enkrat, ne, ta korak narediti, ampak sem to ozaveščal, te svoje zadeve, ki sem jih imel v nezavednem delu, in sem nekako dobil nove zorne kote in sem potem nekako zmogel ta korak narediti, ne da bi bil strah prevelik, mislim, ker ta strah je lahko toliko velik, da te tudi popolnoma zablokira, ne. Pač jaz sem šel v nasprotno smer, strah je bil vse manjši, ne. Tako da, ja, lahko bi še kaj povedal, ampak to je to. Ja, jaz sem hotela samo mogoče nekaj reči pri bipolarni motnji, ne, ko imaš vzpone in padce, že itak jih ima vsak, ampak niso to čist, jaz sem včasih malo alergična, če mi kdo reče, ja, jaz imam tudi skozi se mi razpoloženje, skozi se mi menja razpoloženje, misliš, da sem jaz tudi, ne, da sem, ne, spet ta neizgovorjenost. Pa mi je najboljši odgovor na to, z najboljšim odgovorom mi je postregla ena prijateljica, ki je rekla, ne si laskat. Ne, pač to ne pomeni, zdaj te vzponi, padci razpoloženja, ne, ampak je pa res nekaj, da če pač imam tudi izkušnjo hude depresije in tukaj pa je ta zabetoniranost bila zelo močna, ne, ker me je bilo strah vsega, kar bo, sploh nisem vedela česa, ampak ta eksistencialen strah je bil tako močen, da sem bila popolnoma ohromljena, ne. Spet v maniji, s katero imam pa večinoma hujše težave, ne, tudi malo bolj nevarna pri meni, imam pa bolj izkušnjo, da pač popolna odsotnost strahu, ne, ker pa spet, ne, nevarna.
In občutek imam zdaj, ko si govoril, sem rekla, pa se res, jaz to skozi nekaj umerjam v svojem življenju, ne, to krivuljo. In spomnim se pač tudi v težkih mentalcih, meni se zdi, da je napisan, najbolj strah me je bilo tega, da bi popolnoma otopela. Ne. Tudi te tablete ti rahlo zmanjšajo to amplitudo, ne. In ta panika pred tem, da bom, ne vem, jaz sem rekla temu flatlinerji, ne, da bom pač mrtva čustveno, ne, to se mi zdi, da je bilo vodilo sploh, da pišem o tem pravzaprav. O bipolarni motnji, o lezbištvu, o pač materinstvu negotovem in pač o kakršnih koli marginalnih entitetah, ki jaz seveda mislim, da ne bi smele biti marginalne, ampak je, kakor je, in če ne bomo spregovorili o tem, tudi napredka ne bo, tako kot ni preobrazbe brez analize. Ne. Ja, mogoče bi še nekaj psihoanalitičnega povedal, to, kar omenjaš, ta doživljanja. Ne. Zdaj, nočem ničesar apropriirati ali karkoli, ne. Vem, da je to drugače, tvoja situacija je polno drugačna kot moja, ampak nekako za ponazoritev v terapiji, v analizi, jaz in pač naj bi klient doživljal vse te stvari, ki so tipične za diagnoze, od skizofrenije do bipolarne, mal karikirano, ampak naj bi doživljaš zelo podobne stvari, no? Ampak znotraj varnega prostora. In to je bistvena razlika, kaj pa če to doživiš izven varnega prostora. Tudi meni se je včasih zdelo, da se mi bo zmešalo, da pa ne bo šlo več naprej, ampak jaz sem imel tam kvaliteten odnos s terapevtom, vzpostavil se je skupni mentalni prostor med nama in ta odnos med nama je bil dober in šlo za izmenjavo in jaz sem v tem odnosu lahko te stvari predelal in šel naprej. Ne. Se je ustvarila, kot se je mora ustvariti v psihoanalizi, transferna nevroza. Ne. In seveda je bilo težko, ampak jaz sem kljub temu ves čas vedel, da imam varen prostor, medtem ko pa nekdo drug ga pa pač nima. Ne. Andraž, ti v knjigi pišeš o primeru Nizozemske. Ne. Tam je najprej pogovor, šele na to pridejo na vrsto zdravila. V Hrastovcu pišeš, ima vsak na voljo le nekaj minut za psihiatra. Ne. Psihiatrična oskrba, pogovorna terapija, če nisi na višji polovici družbene lestvice, pač odpadejo. Ne. Ja, pač ta obstaja, ne, mi moramo si dovolj misliti nekaj drugega, kar poznamo. Ne. Pač mi poznamo tak psihiatrični sistem, kot ga vsi poznamo, pač približno veste, kakšen je, ampak obstaja marsikaj drugega. Pač omenil si to z Nizozemske, ja, temu se reče open dialog, odprti dialog, ko ima človek neko večjo stisko, se zbere krizni tim, v katerem so najbolj pomembno drug človek z izkušnjo, torej nekdo, ki je podobno izkušnjo že preživel, svojci, prijatelji, psihiater, psihoterapeut, pač cel kup enih ljudi in se potem pogovarjajo in pogajajo, kako bi te stvari, njegove težave rešili in šele zadnja rešitev je tablet in pa hospitalizacija, ne prva, pri nas je pa to prva rešitev. Ne. Poleg tega poznamo cel kup primerov dezinstitucionalizacije, uspešnih najbolj v Trstu, nam najbližje, v 70-ih letih so že zaprli psihiatrično bolnico in potem vse psihiatrične bolnice v Italiji. V Italiji imajo popolnoma drugačen sistem, ki temelji na centrih za duševno zdravje in vse temelji na prostovoljni bazi. Torej tam takih ustanov, kakor je Hrastovec, ni. Niti ni takih ustanov, kot je Polje. Ne. Pač tam je zelo drugače in to so dokazi, da je stvari možno narediti na drugačen način. Še to, enkrat sem pisal reportažo o tržaškem primeru in sem v slovenskih medijih nisem našel praktično ničesar o tem. In me zelo čudilo, kako da v Sloveniji toliko malo vemo o tržaški izkušnji, ki je tako svetovno znana in so črpali po celem svetu iz nje. Še za nameček, 3 Slovenci so bili v 70-ih zelo zraven pri tej preobrazbi, 2 od njih sta bila tudi psihoanalitika. Ne? Tako da to me zelo čudilo, da v Sloveniji toliko malo vemo o tej izkušnji. Mogoče še eno vprašanje. Jedrt, zgodba tvojega romana se dogaja v času protikoronskih ukrepov, zapiranja javnega življenja. Človek v stiski je bil v tem položaju še v hujši stiski. Kako zdaj za nazaj gledaš na to obdobje kot avtorica? Vidiš povezavo s kršitvami človekovih pravic? So bili ljudje
na robu družbe bolj oškodovani tukaj? Ljudje na robu družbe so vedno na udaru, to sploh ni vprašanje, ampak zdaj jaz osebno kot avtorica nimam tako zelo slabe izkušnje s tem zapiranjem, pač absolutno mislim, da pač kaznovanje protestnikov in podobne stvari so vsega obsojanja vredne. Tudi konec koncev, jaz sem pač cepljena redno, ampak to neko nasilje zdaj do necepljenih, tudi po eni strani štekam, zakaj se ljudje nočejo cepati pol, ne. Jaz pač sem se in mi je dosti vseeno, se kdo drug je ali se ni, ampak zdaj, da bi pa bili tako nasilni, pa pač uvajali obvezno cepljenje, to se mi zdi že kar kršitev, ne. Zdaj, ampak tvoja protagonistka je v procesu ločitve, v hudi duševni stiski, ne? Ja, moja protagonistka ostane popolnoma sama, ne. Kar je obratno od tega, kar se je meni zgodilo, jaz sem se zaljubila. Lepo. Imamo kakšno vprašanje iz publike mogoče? Ne? Jaz bom kratek. Najlepša hvala za obisk. Jaz sem hvaležen temule fantu tlele, da me je izpostavil, da mi je dal šanso. Hvaležen sem njegovim staršem, da so ga vzgojili takšnega, kakršen je. Hvaležen sem Katarini za Čuruk, ona dobro ve, kva smo delali v Čurugu. Sistem dezinstitucionalizacije je zelo pomemben. Če se tega ne gremo, smo vse vrgli v smeti. Hvala. Najlepša hvala, Joc. Torej, hvala vama za ta pogovor, za misli in vse vabim še zdaj na Gogino stojnico, tam bosta avtorja podpisovala knjige. Najlepša hvala. Potem pa sledi še Tadej Golob. Hvala.